očeta kot prijatelja, saj živim v dobroti Boga. Se moje dni ti bil si zvest mi, se moje dni tako bil dober si, prav vsak moj dih slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Gospodovi vse dni mojega življenja. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dam življenje ti in predajam se, le tebi dajem se. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Se moje dni ti bil si zvest mi, se moje dni tako bil dober si, prav vsak moj dih slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Ste se že kdaj vprašali, zakaj se slabe stvari zgodijo dobrim ljudem? Zakaj trpijo ljudje, ki si tega nikakor niso zaslužili? Verjetno nas večina razmišlja, da bi bilo pošteno, če bi dobri ljudje prijemali v življenju samo dobro. Še bolj pa bi lahko pričakovali, da bi kristjani uživali v dobrem, če je Bog resnično z njimi. Toda v našem življenju na tem svetu je drugače. Sonce sije na vse ljudi, prav tako pada dež na vse ljudi. Tega se je zavedal tudi apostol Pavel. V drugem pismu Korinčanom opisuje, kako se tudi sam bori s težavami tega življenja. 2. Korinčanom 11, 23-30 beremo. Večkrat v hudih naporih, večkrat v ječah, neprimerno bolj pod udarci, večkrat v smrtni nevarnosti. Od Judov sem jih 5krat dobil, po eno manj kot 40. 3krat so me bičali, enkrat kamnali, 3krat sem doživel brodolom in eno noč in dan preživel na globokem morju. Pogosto sem bil na potovanjih, v nevarnostih, na rekah, v nevarnostih pred razbojniki, v nevarnostih pred rojaki, v nevarnostih pred pogani, v nevarnostih v mestu, v nevarnostih v puščavi, v nevarnostih na morju, v nevarnostih med lažnivimi brati, v trudu in mukah, v pogostem bedenju in v lakoti in žeji, v pogostih postih, v mrazu in goloti. Poleg tega še vse, kar me dan za dnem zaposluje, skrb za vse cerkve. Kdo je slaboten,
Ne, da bi bil tudi jaz slaboten. Kdo pa se spotika? Ne, da bi tudi mene žgalo. Če se je že treba hvaliti, se bom hvalil s svojimi slabostmi. Pavel, kot smo prebrali, je pogosto, dobesedno trpel za Kristusa. Po človeški logiki se nam zdi to nesmiselno, kajti če je Bog resnično z njim, potem bi moral doživljati le zmage in nobenih porazov. Pavel pa je spoznal skrivnost tega trpljenja in zakaj so slabosti lahko celo koristne za nas. Jezus je za Pavla povedal naslednje, ko je poslal Hananiju k njemu, da moli zanj in mu odpre oči. V apostolskih delih 9, 15 do 16 beremo. Gospod pa mu je rekel, pojdi, zakaj on ali Pavel je posoda, ki sem si jo izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. Pokazal mu bom, koliko bom moral trpeti za moje ime. Jezus je za njega že v začetku povedal, da bo moral veliko trpeti za Božje ime. Gospod je že vnaprej vedel, kako bo Pavel moral trpeti za evangelij. Veste, Bog tudi za nas ve, skozi kaj vse bomo šli na tem svetu. In to je v bistvu dobra stvar, kajti nič se ne zgodi brez tega, da bi Bog to dopustil. Bog ve, zakaj gremo skozi slabotnost in ima dober namen za to. V 2. Korinčanom 12:10 beremo Pavlove besede. Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa, kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten. Kajti močan sem takrat, ko sem slaboten. To je paradoks ali nasprotje. Kako smo lahko močni takrat, ko smo slabotni? Po človeški logiki to ne gre. Ampak Pavel je poznal pravi pomen in skrivnost teh besed. Pavel je v tej vrsti povedal, da je vesel svojih slabotnosti. Kako se lahko človek veseli svoje slabotnosti? Prepričan sem, da je Pavel dobro razumel, kaj se v takih slabotnosti dogaja v njegovem srcu. Zavedal se je, kako mu v teh trenutkih pomaga Jezus. Čeprav je Pavel delal velike čudeže v imenu Jezusa in druge ozdravljal skozi Božjo moč, pa sam ni bil ozdravljen. Ponovno, to ni smiselno za človeka, toda pri Bogu je drugače. V slabotnosti se nam hitro postavlja vprašanje, zakaj jaz? Zakaj moram jaz trpeti? Zakaj Bog dopusti, da se mi to dogaja? Zakaj Bog? Zakaj meni? Pavel je napisal tudi naslednjo misel. V Rimljanom 8:28 beremo. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Nam, ki ljubimo Boga, vse pripomore k dobremu. Tudi slabe stvari. Bog lahko vse obrne za dobro. Tudi če doživljamo kako stisko, jo Bog lahko obrne, da nam dejansko služi in je koristna za nas. Zakaj sem močnejši takrat, ko sem slaboten? Tudi naše slabotnosti so lahko koristne za nas. Zato je Pavel napisal, da je močnejši takrat, ko je slaboten. Ko sem slaboten, potrebujem Jezusa. Takrat še bolj vneto iščem njega in kličem k Jezusu na pomoč. Takrat spoznavam, kako zelo rabim Jezusa. Predstavljajte si, če bi nam v tem življenju vse šlo samo dobro, brez vsakršne težave, vse bi bilo super. Verjetno bi potem stežka iskali Boga, ker ga ne bi tako rabili. Močnejši sem zato, ker v slabotnosti še bolj zaupam Bogu.
ko spoznavam, kako sem dejansko šibek, še bolj jasno vidim, kako je Bog večji in močnejši. Zakaj torej Gospod dopušča slabotnost? Sprva se moramo zavedati, da Bog ni ustvaril slabotnosti. On ni ustvaril težav, bolezni ali trpljenja. To vse je posledica greha in padlega grešnega sveta, v katerem živimo. Vedno ne najdemo razloga, zakaj Bog dopusti slabotnost v našem življenju. Ponavadi ne izvemo in ne razumemo, zakaj se nam to dogaja. Včasih je lahko vzrok skriti greh. Bog nas lahko preko tega opominja, naj odpravimo greh in se še bolj oklenemo njega, da se še bolj približamo njemu. Slabotnost nam je dana tudi za ponižnost. V 2. Korinčanom 12, 7-9 Pavel naprej opisuje to slabotnost. Da pa se zaradi vzvišenosti razodeti ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, Satanov sev, ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. 3-krat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi je rekel, dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti. Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. Trn v mesu. Točno ne vemo, kaj je to bilo. Najverjetneje je to bila bolezen, mogoče celo slabovidnost. V pismu Galačanom namreč Pavel pravi, kako jim piše to pismo z velikimi črkami. Kaj točno je bil ta trn, ne izvemo. Ampak zagotovo je bilo nekaj, kar je Pavla bolelo ali oviralo. Slabotnost nas ohranja ponižne in odvisne od Gospoda. Pavlu je Gospod povedal, da mu je dovolj Božja milost. Slabotnost v nas povzroči nekaj, kar drugače ne bi doživljali. To doživetje je lepo opisal Janez Krstnik, ko je govoril o Jezusu. V Janezovem evangeliju, 3. poglavju, v 30. vrsti beremo. On mora rasti, jaz pa se manjšati. Jaz se moram manjšati, da bi se Jezus v meni lahko povečal. Če se jaz manjšam in več nisem sposoben vsega sam urediti ali popraviti, potem rabim Jezusa, ki mi lahko pomaga. Takrat sem še bolj odvisen od njega. To pa v nas proizvede dobro in še kako koristno ponižnost. Slabotnost nas na drugi strani lahko privede tudi do razočaranja. Razočaranje je normalno čustvo, ki ga čuti vsak človek, ko se to, kar je pričakoval in upal, ne uresniči. Obstaja pa vrsta razočaranja, ki na nas zelo slabo vpliva. Tako razočaranje nas lahko privede tudi do obupa. Zaradi takega razočaranja potem odnehamo in več ne nadaljujemo. William Ward je zapisal naslednjo misel o razočaranju. Razočaranje je nezadovoljstvo s preteklostjo, odpor do sedanjosti in nezaupanje v prihodnost. Razočaranje je nehvaležnost za včerajšnje blagoslove, ravnodušnost do današnjih priložnosti in negotovost glede moči za jutri. Razočaranje je nezavedanje prisotnosti lepote, neobremenjenost s potrebami sočloveka in nevera v pretekle obljube. Razočaranje je nepotrpežljivost s časom, nezrelost v mislih in nesramnost do Boga. Skozi celo Sveto pismo vidimo, kako so Božji junaki tudi sami trpeli ali šli skozi določeno razočaranje, slabotnost v svojem življenju. Poglejmo, kako so se oni s tem soočali. Job je izgubil otroke
imetje, je trpel v hudih mukah. Na koncu je ostal zvest Gospodu, kljub vsemu temu. In Bog mu je na koncu vse še bolj povrnil. Abraham je 100 let bil brez otroka, preden se mu rodi obljubljeni sin Izak. Po veri je sledil Gospodu, čeprav skoraj celo življenje ni videl sadov Božje obljube. Jožef je bil 10 let v zaporu, preden ga je Bog poslal v faraonovo hišo, da bo vladal tam in Izraelu pomagal v času lakote. Bratje so ga izdali in prodali v suženjstvo. Trpel je po krivem, ker ni hotel izdati Gospoda in spati s Potifarjevo ženo. Potem Mojzes je 40 let v puščavi preživel, preden ga je Bog poklical naj izpelje Izraelce. Sprva se ne vidi kot vodjo, je v velikih dvomih, boji se javno govoriti in prosi Boga, naj poišče nekoga drugega. Toda Bog ga je čudovito uporabil. David 15 let je bil preganjan in na begu, preden se izpolni obljuba in postane Izraelov kralj. Bil je majhne postave, nekdo, ki ga ljudje ne bi nikoli izbrali za kralja. Toda Bog ga je čudovito spet uporabil na koncu. Pri vseh teh likih bi Bog lahko posredoval drugače. Lahko bi rešil težavo ali posredoval že veliko prej. Ne bi njim bilo potrebno čakati več 10 let. Bog bi lahko naredil čudež že v prvem letu ali pa še prej. Čeprav so ti Božji junaki bili poslušni Bogu, jim ni bilo vse posuto z rožicami. Celo Božji sin, Jezus, je sam postal slaboten, da bi bil povzdignjen in nas lahko odrešil. Na vrtu Getsemani vidimo to slabotnost, ta krvavi znoj, veliko tesnobo in žalost. Potem tudi na križu, ki je bilo sprva mesto razočaranja, ampak je na koncu postalo mesto največje zmage vseh časov. Kot vemo tudi iz cerkvene zgodovine, so apostoli bili mučeni in večina je umrla mučeniške smrti. Tudi prva cerkev je bila zaznamovana od življenja v stiskah in preganjanja. Rad bi vam še na kratko povedal eno resnično zgodbo o znanem misijonarju William Careyju, ki ga danes imenujemo za očeta moderne misije. William Carey je odraščal v Angliji. Ko je že odrasel, je zaslišal Božji klic za misijo. Bog ga je poklical, naj postane misijonar v Indiji. Življenje tam je bilo zelo težko. Živeli so v velikem pomanjkanju in siromaštvu. Niso videli nobenega uspeha v delu za Gospoda. Šele po 7 letih oznanjevanja evangelija se je spreobrnil prvi Indijec. Po 3 letih pa je hudo zbolel in umrl njegov 5-letni sin Peter. William je kmalu zatem sam zbolel z malarijo. Vse to je bilo za njegovo ženo Dorothy preveliko breme in izgubila je zdravo pamet. Dobila je velike psihične težave in je dobesedno zblaznela. Nekaj let kasneje, leta 1807, je umrla tudi sama zaradi vročine. Williamu je cel čas bilo zelo težko, vendar ni odnehal. Trdno je bil prepričan, da ga je Gospod poklical v Indijo in je vztrajal v svojem delu. Naučil se je mnogih indijskih jezikov in skupaj z drugimi misijonarji je prevedel Biblijo v 44 indijskih jezikov. Gospod ga je čudovito uporabil in skozi njegovo poslušnost je številno Indijcev na koncu slišalo Jezusov evangelij in se odrešilo. Imel je tudi velik vpliv na celotno misijsko gibanje in navdušil je mnoge, da so tudi sami sledili Božjemu klicu v misijo. To je primer človeka, ki ni odnehal, ko so stvari postale težke. William ni dovolil tem težkim okoliščinam, da bi ga ovirale pri sledenju Božjega klica. Prosil je Gospoda za pomoč v teh težkih trenutkih in Bog mu je vedno znova dal novih moči, da je lahko vztrajal
in še bil mnogim na blagoslov. Skupaj z Bogom je premagal te hude ovire in uresničil svoj namen. V tem času sem naštel toliko primerov božjih junakov iz stare, nove zaveze, tudi moderne primere, da bi lahko videli, kako je normalno doživljanje slabotnosti tudi za kristjane. Draga cerkev, zavedajmo se, da v naših težavah nismo edini. Drugi so šli pred nami in tudi sami doživljali stiske, nekateri še celo večje preganjanje in nasprotovanje. V teh primerih smo videli en skupni dejavnik. Vsi so še naprej vztrajali in dosegli cilj, ki ga je Bog načrtoval za njihovo življenje. Zato tudi ti vztrajaj. 1. Korinčanom 15:58 Pavel pravi: Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neumahljivi, nad vse uspešni v Gospodovem delu, ker veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen. Ostanimo zvesti Gospodu, tudi takrat, ko ne gre, kot bi si mi želeli. Tudi takrat, ko trpimo ali smo močno razočarani, ker vemo, da naš trud v Gospodu ni prazen. Zato ostanemo zvesti njemu. Naše življenje in služenje Jezusu ni zaman. Razočaranje nas lahko privede do obupa. Toda, draga cerkev, ne obupajmo. Ne obupaj nad božjimi obljubami. Ne obupaj nad božjim klicem. Ne obupaj nad cerkvijo. Ne obupaj v svojem odnosu z Gospodom. Dragi bratje in sestre, ne dovolimo razočaranju in težavam, da nas odvrnejo od cilja in namena, ki ga ima Gospod za nas. Pavel in vsi ostali junaki so vztrajali in prišli do cilja. Tako pravi Pavel o tem. 2. Timotej 4:7-8. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik, pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev. Vztrajajmo in tecimo naprej v tem teku krščanskega življenja. Splača se živeti za Jezusa, čeprav vedno ni enostavno. Tudi če vedno ne vemo, zakaj se nam to dogaja ali zakaj doživljamo slabotnosti, še naprej zaupajmo k Bogu. On bo na koncu vse obrnil v naše dobro. Zavedajmo se tudi, da v tem nismo sami. Jezus je z nami in nas nikoli ne zapušča. On prebiva v nas po njegovem svetem duhu. On je v naši slabotnosti prisoten in se še takrat bolj razodeva in nam pomaga, da zmoremo. Zato še bolj zaupajmo Bogu in z njim postanimo močni v naši slabotnosti. Amen. Združimo se v molitvi. Nebeški Oče, hvala ti, da tvoja beseda toliko govori tudi o tej slabotnosti, o trpljenju, o stiskah, o mukah, o razočaranjih. Gospod, hvala ti, da nam tudi v tem kažeš pomembno lekcijo, kako je življenje s tabo tudi včasih kar težko. Ampak Gospod, ti si z nami cel čas, ti nas nikoli ne zapuščaš. Ti nam daješ vse, kar mi rabimo, da zmoremo priti v tem življenju, v tem krščanskem življenju do konca, do cilja. Gospod, hvala ti, da smo mi lahko močnejši v naši slabotnosti zaradi tebe, Jezus, ker si ti v nas, ker se ti takrat razodevaš in nam še toliko bolj pomagaš. Gospod, tudi zdaj te prosimo, da nam daš novih moči. Ne glede na to, kaj se dogaja v našem življenju, ti sam dobro veš, kako trpimo, s čim se mi soočamo, kaj so naši izzivi, naše stiske. Gospod, pomagaj nam, da bi lahko tebi ostali zvesti tudi skozi to. Daj nam novih moči, da vztrajamo v veri, Gospod, in da vidimo, kako se tvoja moč razodeva v našem življenju. Prosimo te, Sveti Duh, da nas ti vodiš
vse do cilja, do novih zmag, Gospod. In daj nam, Gospod, da bi bili zvesti Tebi, da se ne bi izneverili Tebi, takrat, ko ne gre vse po naše, ampak da bi takrat še bolj čvrsto verjeli vate in Ti zaupali, da bi v nas rasla ta ponižnost, ki pravi, da se Ti največaš, ko se mi manjšamo. In da bi, Gospod, Tebi zaupali, ne glede na to, kaj se dogaja okrog nas. Jezus, Ti se razodeni v vsem tem in obrni vse v naše dobro. To molimo v Tvojem imenu, Jezus. Amen.